Danes je tisti dan, ko naš podcast postane podcast z veliko začetnico. Saj že od samega štarta je naša ideja, da vam približamo zgodbe izjemnih Slovencev, ki so našo deželo postavili pred občinstvo sveta. Zato pa, dame in gospodje, danes imamo za vas gosta, ki je že leta 1979 kot prvi Jugoslavan skupaj z Nejcom Zaplotnikom stopil na vrh Mont Everesta. Je tudi edini Slovenec na svetu, ki v rokah drži 2 zlata cepina in edini Slovenec, ki je na vrh tibetanske mati vesolja stopil 2-krat. Skupaj z ženo Marijo sta leta 2020 med koronsko krizo v samozaložbi izdala knjigo Objem na vrhu sveta. Dobrodošli na UF podcast na 15. in danes z nami v studiu premierno en in edini Andrej Štremfelj. Dobrodošli na 15. na UF podcastu. Andrej, hvala, ker si vzel čas za nas in si prišel v domači kraj, tako rekoč. Gremo mi na prvo klasično vprašanje, ki mene zanima. Kako si se ti navdušil, da si postal alpinist? Zgodba je mogoče zanimiva zato, ker nisem imel drugega, bi rekel, vzgiba kot pogled na gore. In ta pogled me je enostavno očaral že kot otroka in to me je potem preko krajšega obdobja, bi rekel, planinstva, gorništva pripeljalo do alpinizma. Ker ko smo začeli, nisem imel, to so bila leta, ko ni bilo planinskih šol, ni bilo nobene izobrazbe, v bistvu, če nisi nikogar poznanega imel, ki bi te sabo v gore vzel, pa kaj naučil, si se mogel vsega naučiti sam. In tako smo bili mi pač skupaj s svojim bratom in maminim bratrancem, smo bili čisti samouki, samorastniki in ko nam je enkrat nobena zavarala na potu v Sloveniji ni bila več dovolj težka, smo začeli razmišljati, da bi bilo pa fajn tudi plezati. Da je bilo plezati tudi po tujini. Ja, in to nas je pripeljalo na alpinističen odsek v Kranju že leta 1972. Tvoja najbolj znana, bom rekel, ali pa mogoče ta odprava, jugoslovanska odprava, ki je bila leta 1979. Kako si rato del te odprave? Ja, to je bila velika jugoslovanska odprava, na katero je prišlo na vse alpinistične odseke in tudi mislim, da v javnosti je bilo vabilo, da se alpinisti prijavijo na njo. Smo se prijavili in mislim, da je bilo prijavljenih okrog 100 alpinistov na prvi poziv. Potem sta bila pa 2 izbora, najprej širši, potem pa 2 leti pred samo odpravo pa ožji izbor, 25 in zaradi številnih dobrih vzponov doma in v tujini, pa tudi zaradi tega, ker sem bil že leta 1977 skupaj z Nejcem na vrhu Gašperbruma 1, izkušnje z višino, to me je pravzaprav umestilo v ta najožji izbor. Pa tudi z bratom sem bila takrat toliko znana alpinistična naveza, ker so v glavnem vse težke stvari plezale skupaj, da so bila v ožjem izboru teh mlajših seveda. Bilo je pa tudi še veliko starejših, zelo izkušenih, ki so za to seveda tudi sodili zraven. In to je bilo to takrat medijsko tako podprt iz te strani? Zelo. Ja. Če bi zdaj to revalorizirala, tako kot ti plače za pokojnino revalorizirajo, recimo bi si skoraj upal trditi, da je bila to medijsko najbolj podprta stvar. Mogoče še celo bolj kot Humarjev dol Lagir. Ker je bil pač v drugem času in takrat naprimer so se proti koncu, ko smo plezali proti vrhu Branjevke, v Sarajevu na placu pogovarjali, dokud so stigli naši in tako naprej. To je bilo splošno jugoslovansko, ker je pač Everest je Everest. To je tako, kad smo prišli na Luno, recimo, ne? Mogoče, okay. Ja, pač. Recimo. Kako si se pa ti takrat soočil z vsem tem medijam? Ti si bil, recimo, mlad fant takrat še in kar od enkrat tak medijski pritisk mogoče? Pa v bistvu pred odhodom pritiska ni bilo, no. Ker je bil vodja dosti pameten in v alpinizmu je zelo težko napovedovati, zelo težko je biti pameten pred odhodom in preden prideš tja. Smer je bila prvenstvena, pravzaprav smo od doma odhajali brez dovoljenja za to smer, še celo tako. Mi smo dovoljenje dobili šele naknadno v Katmanduju. Bolje je bilo to, ko smo prišli nazaj. Ne. Bil sem res mlad, 22 let na vrhu Everesta. Mnogo je že v bazi skrbel, da se bom prevzel, pa da mi bo to v glavo stopilo, ampak
sem zelo hitro dojel, da je pač ima slava zelo kratko sapo. No. Pravzaprav najhitrejše pokvarljivo blago je slava medijska, tako se pravi, na to se ni zaupirati. Poleg tega, pa odkar sem začel zahajati v gore, mi to, da sem tam, da se s tem ukvarjam, da to delam, tako velik pomen, da po Everestu, ki 2-3 mesece smo samo okrog hodili, pa predavanja, pa so nas pokazali tle, pa tam, pa ta sprejem, pa on sprejem. Po 3 mesecih sem se smislil, čak, to pa zdaj ni življenje za me, jaz rabim hribe. In seveda, po s par kilami več, sem se odpravil v hribe, sem rekel, to pa ni za me, treba pa drugače postopati. Lej, v vznožju Everesta, to je, Everest leži v nepalski pokrajini Solokhumbu, oziroma še ožje Khumbu, ker Solo je nižja, tista, ki je na nižji nadmorski višini, Khumbu je pa tista višja. In večinoma, mislim, Šerpe so, to je njihova matična domovina, je ta pokrajina Solokhumbu pod Everestom. Tja so prišli pred mogoče 500-600 leti, iz Tibeta so se preselili. Zdaj je bilo za Tibetance seveda to obljubljena dežela, ker tle je zeleno, v Tibetu pa ni nič zelenega. Zdaj je bilo to wow, super. No, oni so se tukaj ustalili, naselili in so skozi generacije gensko dobili neko boljšo in hitrejšo prilagajanje na višino. In zato so toliko iskani nosači oziroma višinski nosači. Zdaj, v Sloveniji je to postal nekako sinonim. Se pravi, Šerpa je za vsakmu Slovencu, ki je hodil v hribe ali pa ki je bil v Himalaji, Šerpa, aha, to je nosač. Ni res, Šerpa je pripadnik nekega naroda, nosač je pa nosač. In tudi nosači, mi smo imeli naprimer 750 nosačev na tej odpravi. Do hriba smo takrat, ker pač še ni bilo cest narejenih, smo hodili 3 tedne. In prvih 14 dni so nosili tako imenovani dolinski nosači, kjer pa ni bilo skoraj nobenega Šerpe. So samo Tamangi, Gurungi in tako naprej. Drugi pripadniki drugih etničnih skupin. Medtem, ko smo prišli enkrat v Namče bazar, smo une nosače izplačali, jih poslali domov. V Namče bazarju so pa staroroke prevzeli pa Šerpe. Ker pa njih ni toliko, ker je to manjše število ljudi, prvič se je cela dolina se je takrat za tako odpravo, ker to je bila samo ena odprava na leto, na Everest, ne tako kot je zdaj. Se je pa cela dolina zbrala, vedeli se je odprava na Everest, bo zaslužek, bo in tako naprej. Ampak tam bolj priskočijo še jaki na pomoč. Zdaj pa en vešč gonjač jakov vlada tam 4-5 živali, to pa pomeni 8 do 10 tovorov in se pravi, število ljudi toliko skrče. Pa tudi tisti mladi, se pravi, najbolj vitalni del tega naroda se ni ukvarjal s to nošnjo do baznega tabora, ampak so postali višinski nosači, se pravi, so nosili od baznega tabora naprej, se pravi. Takrat smo pa tem pa rekli Šerpe, oni so pa naši Šerpe, ampak to so bili naši višinski nosači. Jaz sem pomislil, da je to v bistvu Šerpa, da se reče to tem nosačem oziroma te, ki vrvi postavljajo. Ne, to so višinski nosači oziroma zdaj so to bolj že vodniki, ker vmes so pač tudi po zaslugi šole Aleša Konavarja Slovencev, ki smo tam vzgajali, so zdaj tako daleč prišli, da so člani mednarodne vodniške organizacije, da sami vodijo vzgojo in izobraževanje, da imajo svoje gorske vodnike in tako naprej. Se pravi, to je zdaj to. In zdaj se je tudi vloga zamenjala, ker leta 1979 smo mi fiksirali vrvi, smo mi postavljali šotore, Šerpe so pa samo nosili od tabora do tabora. Se pravi, mi naprimer, ko smo šli napenjati vrvi, je vsaka skupina 2, 3, 4 alpinistov je imela 4, 5, 6 Šerp. Skupaj smo šli iz tabora in ko smo prišli do tja, kjer so se vrvi fiksne končale, je bilo treba splezati naslednjih recimo 50 metrov, potegniti vrv z koluta dol, ki so ga pa nosili za nami Šerpe. Oni so nosili te vrvi. In ko je en Šerpa, običajno dva, ki sami niso marali hoditi, ko sta svoj tovor oddala, sta šla v dolino, mi smo delali naprej. In to je šlo tako naprej, ko so bile vrvi do nekega mesta, kjer se je tabor postavljal, kjer je bil načrtovano, da bo tabor, so pa potem smo pač vrvi v bistvu nehali napenjati in so potem Šerpe nanosili gor šotore in so opremo, ker tabor se je smatral, da stoji takrat, ko so prvi v taboru prespali. To pa pomeni, da so bili postavljeni najmanj en šotor, običajno 2. Na koncu so bili v vsakem taboru po 4 šotori za 2 do 3 ljudi. In ko je bila noter, se pravi,
temu smo takrat Armaflex, se pravi podloga za spanje, ta tanka podloga za spanje, spalne vreče, plinski kuhalnik, plin in nekaj hrane. To je bil takrat, to je bil tabor. In te spalne vreče so bile skozi v taborih, jih nismo nosili gor dol. Tako se pravi, sem jaz šel spat v rjuhe tistega, ki je pred mano spal. Se pravi, se veš, pa tudi tak se ne slečeš, čist smo oblečeni in tako, ja. Tako da to ni bil noben problem. Vsi smo spali v istih spalnih vrečah, nismo nosili svojih, zato da smo lahko več drugih stvari nosili. Kakšna je pa v bistvu vsa ta oprema, kaj vse zajema za jet na vrh Monte Everesta? Ja, takrat smo imeli vso opremo doma narejeno. Ker Tone Škarja kot vodja je želel, da se to doma razvije. Zdaj je toliko velika odprava, je bila tudi prilika za firme, da se izkažejo, da nekaj naredijo. Naprimer, zelo dobre čevlje je naredila Alpina Ežirov, ki že od tega programa potem ni naprej pelala, pa to mogoče ni tako dobro izkoristila, kot bi lahko, ampak kljub vsemu čevlji so bili odlični. Potem izboljšavo teh čevljev so naredili še za odpravo v Locejo južno steno 2 leti kasneje. Potem recimo Rašica je tradicionalno pletla nam pulovre, ker takrat se pravi teh flisov in teh stvari ni bilo, smo imeli flanelaste srajce pa volnene puloverje. Potem smo bili prvi Gore-Tex v Jugoslaviji, smo imeli člani tiste odprave. In sicer Gore-Tex so vozili iz Nemčije, potem je pa Indoplat iz Jaršepa zašil komplete, ampak niso imeli še tehnologije, kjer bi šive varili, tako da po šivih so te obleke ravno spuščali, ampak bile so pa za tisti čas pa vrhunske. Potem pa neka Bačka, se mi zdi, Slavonija, kot so je bila firma, so pa delali pa puhasto opremo, dol imajo dosti gosi in puha. In so naredili kvalitetno to obleko, čeprav je bil ta zgornji del mogoče mehko preveč obavtom, preveč tak neroden štoras, ko se vse to napravil, so bil kot Kadjeti. Katuni na luni, se s tem primerno tudi premikal. Tako da večinoma smo upravili samo, ker smo imeli 2 plasti puha, tanjši in debelejši, tako smo večino skoraj samo tanjšega upravljali, sploh hlače. Zdaj puhov, ko sem za navrh imel ta debelo. Tako, te stvari, se pravi, nismo imeli pa proizvajalca cepine od RS, to smo vzeli iz Avstrije, od Štubaja. Zanimivo, koliko je bilo to takrat čisti pionirji v bistvu, ja, a ne? Ja, lej, Slovenci, to je bila, mislim, da je bila 6. himalajska odprava jugoslovanska. Oni so od prve odprave naprej, že to so bili fanti, ki so razmišljali sploh, Aleš Konar, na primer, je bil inovator, izumitelj in smo skozi razmišljali in so skozi razmišljali, kakšno obleko, kako jo izboljšati, kako narediti, da bo čim boljša in tako naprej. Je pa res, da smo pa še skozi bili v pumprcah, v volnenih nohavicah, ki so jih mame pa tete naštrikale in tako naprej. Kaj pa kisik? Kisik je bilo treba nabaviti v tujini, pri nas se tega ni dalo dobiti. Takrat so bile kisikove jeklenke zelo nerodne in težke, se pravi, polna kisikova jeklenka je tehtala 7,5 kg ena. Notre je bilo 250 atmosfer pritiska kisika. In za navrh si rabil 2 jeklenke. To je imel samo jeklenke, so tehtale 15 kg. To je bilo zelo, zelo veliko. Potem pa se pravi maska, pa ta regulator, to smo pa dobili od francoske vojske. Ne vem, kje so to najdli pa vozili, očitno se je to pač to ne poznimo pri drugih. Niso bile mogoče najmodernejše, bile so pa dosti uredno. Nekaj težav je bilo s tistimi cevkami. Spomnim se v najtežjem delu, ko sem za nejcem plezal, sem na 8500 metrih se mi je cevka staknila, ker enkrat sem bil brez kisika in tako in pol s tistimi nerodnimi rokami to vse sestaviti nazaj. Tako nekaj takih pomanjkljivosti seveda bilo, sam mislim, da je bilo to prvič, da so Jugoslovani sploh kisik na hribu uporabljali. Ne, na Makaluju so ga že imeli, ja. Na Makaluju je že bil, ja, leta 75. No. Ampak to je bilo nekako malo nedodelano in ker je bilo to za letalstvo, kjer v letalski kabini mislim, da nikdar pač nimajo podničlo ali pa ne velik. In so bili ti reducirni ventili, se pravi ventil, ki določa, koliko kisika bo šlo iz jeklenke v masko, so jim začeli na mrazu pokati ti varnostni ventili. No. Ta opna, ta membrana je, ko si ti kisik noter spustil,
ko si ga odprl, da je teh 250 atmosfer pritisnil, je enostavno na mrazu počel. In kisik ti je šel ven in to je bila tista težava, zaradi katere pa tudi moj brat pač ni prišel na vrh, ker smo pokurili. Vsak smo imeli 2 ventila, na koncu sta ostala samo še 2. Ja. Skupaj z Nejcem, Zaplotnikom, Nejc je bil tvoj prijatelj? V bistvu. Ja, seveda, Nejc je bil 4 leta starejši od mene, on je že zelo dobro plezal, ko sem jaz začel plezati. Bil je tudi na Makaluju že, imel je ogromno izkušenj. Skupaj so v tem Nagašobrumu, on je bil od naših eden najbolj izkušenih alpinistov za visoke gore takrat. In od tega, da je bil v začetku moj učitelj, moj tudi vzornik, ker sem vzel, wow, Nejc, jaz sem ga gledal kot boga, in se zelo hitro postala si tako enakovredna pri plezanju in je se postala tudi dobra prijateljena. Ogromno so tudi skupaj trenirala za Everest. Kakšen je pa bil on kot karakter? Izjemno motiviran, če je imel dober cilj pred sabo, če pa cilja ni bilo počas, moj pa motiv včasih tudi zelo padel, ampak ne za dolg čas, vedno je spet prišel nazaj, spet motiviran na polno in smo noreli po hribih. Je pa res, da sem ga mogoče jaz takrat majčkeno težje razumel, on je imel kljub vsemu družino, že otroke in tako naprej, jaz sem bil pa še sam, tako drugače gledaš na njega, ne, čeprav se mi zdelo, da tudi vedno sem ga občudoval, da ima lahko družino, otroke, da še vedno hodi v Himalaje in tako naprej, da se to da in to mi bilo tudi nekak vzor. Ja, on je takrat že imel projekt, da bo splezal na 1480 čakov, zato je tudi šel na Manaslu s hrvaško odpravo. In mogoče so najne poti po letu 80 po Lociju se glih mečkaj razšle. Jaz sem takrat tudi se poročil, sem dobil prvega otroka in to tako mečkaj se pravi oddali, ker prej sem bil jaz pri njem kuhan in pečen kot mulc, jaz sem bil tam skozi. Tako se spomnim tudi Mojce, njegove žene, njegovih otrok in vsega stanovanja, enega stanovanja, drugega, ko so se priselili, skratka, jaz sem bil po njemu skozi, tako se danes sprašujem, kako da mi ni Mojca v računala še prej, da mi ni imela dost. No, ampak zame je bilo to, ni bila to prva smrt nekega mojega prijatelja, nekega taga, ki ga zelo dobro poznam, ampak me je zelo pretresla, kar se tiče mojega odnosa do alpinizma in do nevarnosti. No. Ker mi smo takrat bili ena skupina alpinistov, moj brat, pa Nejc, pa mogoče še Marjan Manfreda, pa tako smo se kar dosti družili. Z Nejcem pa z Marjonom smo se dosti družili zaradi fakultete za šport, ker smo nekaj časa upravljali iste izpite, ker smo vsi tam študirali, eni tako, drugi drugače in smo se zelo zbližali, tudi z Marjonom sem potem veliko plezal. No in mi smo takrat začeli razmišljati, saj jaz sam pri sebi, pa mogoče še kdo, da smo toliko dobri, izkušeni, pametni, da nam se pa ne more nič narediti. Mi smo bili enostavno za smrt nedotakljivi, se nam je zdelo. Potem pa so se dogajale tudi, seveda, že na Gašobrumu 1 je Drago Brehar izginil in tako naprej. Ampak ni bilo pa še tako nekih velikih nesreč v Himalaji, pa takrat še ni bilo. No. Vedno smo iskali neke razloge, zakaj se nekomu to naredilo, kaj narobe naredilo in tako naprej. Ampak pri Nejcu pa ni bilo nekega pametnega, opravičljivega razloga. Se pravi, on je hodil dobesedno po Ravnem ob tistem zamrznem jezeru, ko se je podrla nenormalna količina ledu, ki se mogoče na takem mestu podri, ne vem, enkrat na 30 let. In da si točno takrat in tam, to pa sem rekel, to pa lej, na to se pa pač ne da vplivati. In sem gotovo, da kljub vsemu se lahko zgodi, no, ni nujno, da ni tisto 100% grem pa pridem nazaj. In sem rabil ne pol leta, da sem to malo prežvečil, malo premlel. Sicer nisem nehal plezati, sem tako zelo ročno zavoro vse delal in tako naprej. In pol na koncu sem videl, da sem se pač očitno imam dar za to in da sem se temu zapisal in da se bom pač s tem ukvarjal in prevzel to tveganje na sebe in tudi z Marijo sva ugotovila, da je to in sem potem nadaljeval. Je bilo pa res, da dokler bi Nejc živ, kamorkoli so šla za kakšno večjo stvar, je bil on tisti, ki je rekel, Andrej, greva na vrh danes. Je rekel to, se je on odločil.
Pa sem pa kar nekrat postal sam za te stvari in sem spet nekaj let rabil, da sem pravzaprav to, bi rekel, drugačno vlogo lahko prevzel v neki navezi. Mi smo dali na naš Instagram account, da ti prideš in smo vprašali naše poslušalce, kaj bi te vprašali. In en izmed vprašanj je bil, kaj je bil prvi stavek, ko si prišel na vrhu sveta skupaj z Nejcem, kaj sta si rekla? A se spomniš mogoče? No, to pa še nisem še, to pa res še nisem dobil tega vprašanja, ko so si rekla. Ja. Ali pa če lahko opišeš tisti dogodek mogoče, ki je bilo zadnjih, ne vem, 5 minut, kaj je bilo trpljenje, mraz. Midva sva, ko sva prišla čez sivo stopno, toliko smo imeli naštudiran po fotografijah Everest. Siva stopna je prestopnik ali kaj točno? Prak. Everest ima na vrhu, je zanimiv, da je vrh Everesta je temna kamenina, potem je pa nekih 200 metrov rumene kamenine, ki se imenuje Yellow Band, potem je pa spet siva. No, in nad tem Yellow Bandom je bil en tak skok v grebenu, zelo strm, ki ga je bilo treba preplezati in temu se je rekla siva stopna. In ko sem kar to preplezala, sva že vedela, da je zdaj bližje in lažje na vrh kot kamorkoli drugam iti. In so bila trdno odločena, da greva do vrha. Se pravi, sva že slutila, da vrh bo. Potem je bila še ameriška stopna, to je pa en skok dolg nekih 15 metrov, ocena 4, ki so ga pa že Američani mogli preplezati, ki so eno drugo smer plezali 10 let pred nami. In sva jo tudi poznala iz knjige ameriške in tako naprej. Ko so pa tisto preplezali, se je pa res stvar začela ratala položna, enostavna in so vedela, da bo na vrh. In potem jaz sem seveda hodil ves čas za Nejcem, glavo v tla, dihal, ne vem, če sem sploh kaj razmišljal, skratka, kar naenkrat se Nejc ustal, pa mi pokaže vrh, pa prav, da ne grem jaz naprej. Nisva se to, ni bilo, ker imaš kisikovo masko, se ne moreš pogovarjati tako. Že s temi maskami zdaj imamo malo težav, kako se pogovarjamo, ampak s kisikovo masko se pa tudi ven ne sliš pa to. Mi je nakazal, da ne jaz grem, najprej nisem hotel iti, ker se mi je zdel, da si nezaslužen tega, pol je ustrajal, da sem šel jaz naprej. On takoj za mano in ko prideva na vrh, sva se seveda objela, trepljala po hrbtu, malo jokala od veselja in navdušenja, pa kaj momlala seveda v maske, bravo, živijo super in tako naprej. In šele čez kratek čas nama prije na misel, joj, se res, v dolini so zdaj vsi našponani, a sta, a nista, a bosta, a ne bosta, ne, se potem Nejc oglasil v dolino in to so potem tiste besede, ki so pa povsod zapisane, tone na vrhu sva. Sedijo pri kitajski piramidi in ne veva, kaj bi, ker pravzaprav res niso vedela. Od navdušenja in vsega niso vedela, kva zdaj. V bistvu, ali pa je pot gor lažja, poja je težja dol, zato ker bomo še enkrat dol pridete, ne? Ja, v Himalaji je to velika past, ker vrh je tak motiv, da včasih dajo alpinisti čist zadnji na tom moči do tega, da pridejo gor, ampak je treba pa še dol pridete, ne? In pri nama je bilo to težko, ker smo si, kje bo šla dol, smo si pustila odprto. Tudi vodja nama ni rekel, tle pejte dol, tam pejte dol, odločite se sama, ne? In da ne bova mogla iti po isti smeri dol, sva zelo hitro vedela, ker je bila toliko težka in zahtevna, da niti nisem imela toliko opreme, da bi se tam čez spuščala. Težko je bilo zabijati klient in tako naprej. Mikavni sta bili variante po normalni smeri, na južno sedlo, potem skozi zahodno globel dol, ker je pomenilo veliko nevarnost, ker smeri nisva poznala, ker ni bilo vmes nobenega našega tabora in bomo mogla pravzaprav v bazen tabor pridati sama. Brez bivaka opreme, brez vsega. In 11 let kasneje sem bil z Marijo gor, sem ugotovil, da če bi šla tja, zagotovo ne prideva živa dol. Zagotovo ne. Druga varianta je bila pa po ameriški smeri iz 60-ih let, po Hornbeinovem ozemljiku. Tega smo pa mečkam si pogledali, lahko že če smo šli iz sedla Lola iz tabora 1 malo na kitajsko stran, se je videl malo ozemljik, tudi neke fotografije bilo iz tega ozemljika od Američanov in sem vedela, da je mogoče samo sem in tja kakšen krajši skok, vse ostalo se bo dal se stopiti in še prišel si do našega tabora 4, se pravi na 7,5 se spredlužil nazaj naši smeri. In ko so bili midam kot v štirki, so bila tako, kot da sva navarna. To ni bilo.
tako kot da bi bila že v bazi, ker tam so bili šerpe, tam so bili naši člani odprave, skratka fiksna vrv in tako naprej. Tako da so se odločila takrat zelo pametno za severni ozemlje. Za spustne. Ja. Ti tabori, kako grejo to? Se pravi, po nadmorski višini, ne? Ja, običajno se je na klasični način, se pravi himalajski način, delali tabore v povprečju na 500 višinskih metrov. Včasih tudi več, 700, včasih pa tudi manj. Zelo različno. Ne? Tudi odvisno od dolžine smeri. Naprimer, mi smo imeli dvojko na 7100, trojko smo imeli na 7500. Ampak to zato, ker je bil vmes 3 km dolg greben in je bilo v dolžino delač. Tako nekako tam, da si rabu enih, ne vem, 6 ur, povprečno 6 ur, da si rabo od tabora do tabora. Potem pa priješ v tabor, si moraš skuhati, se malo regenerirati, počiti, pripraviti za naslednji dan in tako naprej. Tako nekako smo to sprogramirali. A so to tabori, tako kot ta Fez gledal ta film pred leti, Mount Everest film, so imeli te tabore noter, to je tudi tako, da ste imeli kakšne večere, a so to samo šotori ali je bila kuhna tam? Ne, to je bil drug svet, kot je danes. Mi smo imeli samo tabor ena, zelo udoben, na sedlu Lola. Najprej smo spostavili 2 šotora, se mi zdi, pa noter že pustili ene spalne vreče, pa ene plinske bombe, take 5-kilske pa to. Je bil tako močan veter, da je odnesel vse. Nismo naredili ničesar več, ne šotorov, ne spalnih vreč, ne bomb, nič. In smo videli, da je to, da moramo imeti malo zavetje in smo se odločili, da si skopnemo jame. In smo na sedlu skopali luknje v led, to so bile pa luknje visoke, velike, skoraj to, kot je tale soba, kjer sem videl zdaj. Ta velika za kuhno. In imeli smo gor tudi kuharja, en šerpa nam je gor kuhal, da nismo sami tega delali, da smo imeli več časa za druge stvari delati in se pripravljati, da je bilo bolj udobno. Se pravi, nekako, danes temu rečejo ABC, Advanced Base Camp, se pravi, pomožen bazni tabor. To se danes najraje postavijo v taboru 2. V taboru 2 se danes postavijo velike šotore, ki si jih celo tudi ogrevajo, že imajo ves komfort kuharja in vse tako naprej. Skratka, da je ljudem čim manj treba delati, ker mi smo imeli potem v tabor 1 naprej, pa tako zelo špartansko. Ti si prišel v tabor, si mogel sam pržeti kuhalnik, si staliti sneh, led, pripraviti pijačo, pripraviti hrano. Večino smo imeli konzerve, si to odprl, pogrel, pojedel. Spomnim se z bratom, smo imeli za pijačo smo imeli sadni dodatek, se je temu rekel. To so bile take velike 3-kilske piksne. Te mešanice, recimo borovnic, ki uporabljajo za sadne jogurte delati. In si to odprl, potem si dal po tisto vrelo vodo, 3 žlice tistega in je bilo super zapito. Pa so enkrat celo skledo tega polila po šotoru. En se je malo narobe obrnil in se je vse zlila, ker to je bil majhen prostor. In potem se tisto počedla, obrisala, spalne vreče posušila, to je trajalo celo večnost. Skratka, ogromnega dela si imel. Pa ene pazljivosti je bilo treba, pa ene volje. Se pravi, vzeti posodo, iti ven, naložiti sneh, si pripraviti sneh tudi za kasneje, ker polna posoda snega da 1 centimeter vode. To je treba skozi dodati, da dobiš polno posodo vode. In prijem samo vodo natališ, traja več kot 1 ura. Potem, da si še čaj noter daš, zrihtaš, popiješ, potem pa spet takoj hrano in po hrani spet takoj pijačo, ker se spet žen, pa pijačo za očutaro za ponoč, pa zjutraj skuhati za napot za očutaro. Skratka, del pač, to je stop. Ja, 24 ur na dan je dela. Kaj pa, helikopter pa ne bi mogel gor prenesti? Ne leti toliko visok? Sploh takrat še ne. Danes so s helikopterom recimo na Everestu že rešvali iz višine 6200 metrov, iz tabora 2, kaj je dost več, pa ne. Humarja je vojaški pilot potegnil še z malo večje višine, se mi zdi. Iz znanga Parvata sam to res skrajno tvegano in naporno, ker težava je pri tem, da je toliko redek zrak, da helikopter zelo težko pa tudi, če lahko letijo še nekam, ampak da bi se pa ustavil, pa potem vzletu, pa ne gre. Spomnim se, da so nam vojaški helikopterji v takratni Sovjetski zvezi leta 82, ko smo bili, ko so nekateri smučali z pika komunizma, jim je helikopter smuči odnesel na plato, to je bilo nekih 7000 metrov visok,
ampak jih je v počasnem letu odmetaval, ni mogel se pa ustaviti, pa to dol dati. Skratka, ni se dal, pa to so bili ti res zmogljivi vojaški helikopterji, ampak enostavno ne gre. Je sicer helikopter že prišel do višine Everesta, mislim, celo pristal na Everestu, sem to specialno samo za to narejen, ultralahek in tako naprej. Tako znanstveno, tako je. Ja. Jaz sem tudi prebral, da je veliko trupel na Mount Everestu, a ti si kakšno truplo videl na poti gor? Na Everestu ne, sem je pa to dogajalo na drugih 80-čakih, pa kar pogosto. Ampak zdaj tudi, a veliko ljudi so tako neizkušeni, ali kaj? Ja, veš, kako Kaj je? najče nevarnost tam, razen kisika, pa vremena, pa tako? Pogovarjal sem se s kolegom vodnikom, ki je šel na Everest kot gorski vodnik in je rekel, da so bili ljudje vrhunsko pripravljeni, ki so zmagovali Ironmana in podobne stvari, ampak niso bili pa to hribovci. In ko je on prišel v to okolje, ga je vse to, vsa ta razsežnost, to vsta, bi rekel, vse okolje, ki ga je obdajalo, ga je enostavno tega psihično ni mogel spraviti v svoj okvir in so šli ljudje domov. Pripravljeni, ampak domov. To je zato, ker imajo pač premalo izkušenj z gorami, ker na Everest praktično včasih ni šel nihče, ki ni, ne vem, vsaj 5 let že pošten plezal. In to je pa toliko in toliko nekih izkušenj v tem okolju, kjer je treba tudi prenašati včasih. Sploh včasih je bilo na višini, ker moraš vedeti, da mi v leta 1979 je lahko samo ena odprava na sezono plezala na Everest. Se pravi, smo bili mi edina odprava v baznem taboru. Poleg nas je bila še avstrijska odprava, ki je pa plezala na sosednji Loce, ne na Everest. In to je bilo to. In ko so bila z Nejcem, ko si nekje v enem taboru sam, je tudi ta samota zelo vpliva na človeka in na njegovo sposobnost. Zdaj, če tega nisi vajen, te to čist iz tira vrže. In je ta osamljenost človeka v tem brezmejnem okolju, ki je izrazito neprijazno do človeka. Mi nismo narejeni za gor bivati, mi smo tam samo občasni obiskovalci, pa še to na škrge dihamo. Ta osamljenost je velik faktor tudi pri prenašanju višine, pri aklimatizaciji in pri vsem, ker zelo, bi rekel, negativno vpliva na človeka. Se pravi, bolj, da si imel samotar za take stvari, ne? Ja. Zdaj, zaradi zadnjih nesreč, ki so se dogajale na Everestu, so to, pa pritiski so bili na nepalsko vlado, da pač daje preveč dovoljen, ker teh nesreč se zgodi, veš kako, ledeni slap je pač nepredvidljiv. To je predel, kjer ti zelo težko, bi rekel, nekaj narediš, da boš šel skozi ledeni slap, da boš bolj varen kot jaz. Ali obratno, ne. Če greva midva zelo ta trenutek, tja se aklimatizira in greva čez ledeni slap, jaz z vsemi svojimi izkušnjami nimam dosti več, nisem dosti bolj varen od tebe, ker pač tam se en velik sarak podre in je konc z obema, ne glede na izkušnje. Ne. In zdaj, če skozi ledeni slap gre, ne vem, vsak dan v povprečju na odpravo, recimo vsak dan 5 oseb, je veliko manjša možnost, da jih zasuje, kot če gre vsak dan 50. In zato je toliko več nesreč, ker je pač toliko večja obiskanost. To je ravno tako kot na cesti. Če se bi po slovenskih cestah vozil ti sam z avto, je zelo malo možnosti za nesrečo. Če si jih pa vozil vsak dan to, kot si jih, je pa veliko več možnosti. In to je tle zelo podobno. No. Potem pa druga stvar je pa, da tudi malo manj izkušeni ljudje tja hodijo. No. Je res, da imajo vodnike, ampak kljub vsemu. In se zato dogajajo nesreče in potem je pa še ta preobremenjenost, sploh zadnji dan. Zadnji dan iz južnega sedla na vrh, kjer pač normalna smer poteka, je gneča. Gneča je pa zato, ker je to pač edini pristop za 99% ljudi, ki so v baznem taboru do vrha. In na Everestu je tako, da običajno vreme dovoljuje tam od 3 do 5 dni na sezono je primerno vreme za na vrh. Nič več. Okay. In zdaj vsi ljudje tempirajo takrat enkrat, zdaj bomo pa šli na vrh.
In potem se tam nabere ogromno število ljudi, teh višinskih nosačev je toliko, da nosijo gor ogromne količine materijala, da ljudje tudi kakšen dan lahko počakajo, da tam lahko dihajo mirno kisik, jejo in tako naprej in čakajo, in ko se pa lepo vreme naredi, zdaj pa vsi gor in večinoma vsi štartajo ob istem času. In potem pod vrhom, kjer je pa malo težje, se pa vse naredi pa gneča. Eden je bolj počasen in morajo vsi za njim čakati, zelo težko je prehitevati. In je zato gneča. No, potem pa še eni so zdaj prišli na vrh in se stopajo dol, po istih vrveh kot drugi hodijo gor. In morajo zdaj uni čakati, eni druge čakajo. Ne? In zaradi tega je prišlo do tiste prve res velike nesreče leta, mislim, da je bilo 96. Ogromno, ja. To je bila ta prva velika nesreča, ki je Rob Hall umrl, ta znani gorski vodnik Novozelandec. In to se je zgodilo prav zaradi tega čakanja in zaradi tega, ko so bili eni ti gosti toliko na koncu, da so kljub vsemu, jih je vsem potegnil na vrh, kljub vsemu, da so bili že prepozni za tisti čas, pa niso imeli kar naenkrat, so ugotovili, da nimajo fiksnih vrvi, da bi nekaj fiksirali, so se nekaj slabo zmenili in tako naprej. Skratka, zdaj sem slišal, da celo naredijo na teh težkih mestih, da sta dve vrvi, ena vrv je za gor, druga vrv je za dol, ker je to res smiselno, ker to je res ozko grlo. Od južnega vrha do glavnega vrha je zelo prepadno, zelo strmo, zelo izpostavljeno in tam ne moreš kar zdaj brek. Zdaj šel pa je stane malo na krok in tako naprej. Skupaj z ženo sta izdala knjigo 2020, se pravi, to je že zdaj eno leto nazaj, oziroma kakorkoli. Videla sta bila prva zakonca na Mount Everestu in sta tudi dobila to Guinnessovo knjigo rekordov oziroma priznanje. Ja. Kakšna je bila pa predpriprava kle, ker si ti že bil gor, zdaj si šel pa skupaj že z ženo gor, ne? Že 2 otroka sem imel. Okay. Da si vedel, recimo, kle pa malo večja odgovornost zdaj, ne? Ja, čist drugače to seveda. Res je, da je bistveno lažja smer, kot je bila tista leta 1979, ko so me Tržačani povabili, da bi bil član njihove odprave, ker imam pač dosti izkušenj, da bi pomagal. Nisem bil prav navdušen, no, ker se mi zdel, kje bom zdaj najdel motiv, da mi je še enkrat caplal na Everest po lažji smeri. Čeprav pa ta varianta smeri, ki smo jo natuhtali, niti ni bila slaba. Kasneje smo se zaradi tega, ker odprava ni bila dovolj kadrovsko dovolj močna, smo se obrnili na normalno smer, ampak jaz sem že doma enkrat prišel, da je pisal Marija, kaj če bi šla še ti zraven, to bilo pa meni, to pa jaz imel motiv, da greva skupaj, to bi bilo pa super. No in pa seveda sva tehtala ne 2 meseca, iti, ne iti, plus minus, dobro, ne dobro, slabo. Pol še povedati staršem, ki bodo otroke imeli, otrokom, ki bodo brez staršev, skratka, to je kar dosti dobro v knjigi opisano. No, na koncu se odločila, da greva, skrbel je pravzaprav najbolj samo ledeni slap. In ta se je res izkazal za nepredvidljivega, k sreči ni bilo nobene nesreče, tudi sicer ne takrat tisto leto, ker tudi če je nesreča, če se ne zgodi tebi, je to zelo negativno vpliva na celotno bazen tabor in na vse odprave. Ampak tako, no, se je kar dobro šlo. Kje pa sta se spoznala ženo, vidva? Midva so se v bistvu spoznala na alpinističnem odseku. Sem že 2 leti plezal, ko je ona prišla. Je pa res, da sem zelo veliko plezal takrat z njenim bratom, ki je bil najcel soplezalec. Pa sem večkrat prišel k njim domov, si kaj sposodil, pa to sem Marija je ena od 10 otrok, tako da vsakič, ko sem prišel, mi enega drugega predstavlja, sem bil čisto zgubljen. Itak me, da kad sem v alpinizem zanimal, nisem njegovih sester še opazil. In v bistvu, jaz vem, ko smo mi snemali takrat dokumentarc Mesto na skali, ste videla rekla, da je bil to full medijski rom-pom-pom takrat, ker sta bila kot prva zakonca. Mislim, da je Marija so rekla, da so bili odzunaj novinarji pred hišo. Pa tako, ne? Ja, veš kako, mi smo prišli v Katmandu, ne? Mi da so šla na Everest zato, da so bila pač midva gor, nisem še razmišljala o kakšnem rekordu. In potem ta misel Elizabeth Hawley ugotovi, da so prvi zakonski par in ker je ona za Reuters delala, je to takoj objavila in seveda do takrat so bila Andrej in Marija v Katmandu, naslednje jutro so bila prvi zakonski par v Katmandu, in to je bilo zanimivo, še z nekih arabskih časopisov so hodili, sem dobil potem izrezke v njih klukah domov z znanimi posnetki in tako naprej. Skratka, bilo je zanimanje veliko, potem pa seveda pa tudi doma, no.
Je pač tako, da smo ljudje nekako nagnjeni k temu, da občudujemo tisto Prvo, ne. najvišji vrhovi so zelo oblegani, najlepši vrhovi so zelo oblegani, slavi se tiste, ki so prvi, ki so najboljši in tako naprej. Skratka, to je pač v nas, tako je in stremimo k temu in zato je to tudi bilo toliko bolj medijsko zanimivo. No. Kjeri vrhovi poleg Monte Everesta so tebi še tako, bom rekel, kje ti najbolj plezati? Ja, meni je zelo, zelo dobro plezati doma. Doma ti hribi so mi res lepi, tle sem začel plezati, sem mi še vedno tako Kjeri hribi okolje. točno? Prosim? Kjeri točno hribi tako? Jih je preveč, ni omenga, okej, okay, Škrlatica je pa zame top. Okay. In bom hodil sam na Škrlatico. Meni je vse lepo. Okay. Julijske Alpe, na primer, so mi pač najlepše, ker se mi zdijo malo večje. Od nekdaj še kot mulc so se mi zdeli, kamniški so se mi zdeli bolj igračka, julijski pa taki zares hribi. No. Čeprav mogoče sem delal malo krivice, tudi kamniški, ampak kljub vsemu so Julijske Alpe večji masiv, bolj obsežen. Ni to sam nek greben, pa na vsako stran tako je dolina, ampak si pač bolj v hribih, ko si tam. Potem pa celotne Alpe me pač privlačijo, te 4000, ker je lepo, ker je res super, tudi ti ledeniki in tako naprej. Drugače zelo navdušila me je Patagonija, tako pokrajinsko, res je noro lepa, tako intenzivna narava, kot je v Patagoniji redko kje na svetu, ker ima pač take surove razmere in vsako minuto lepega vremena narava izkoristi za svoj razcvet in je to res noro tam. Tam je res super. Drugače pa jaz sem se navezal pač na Himalajo. Jaz sem bil, ko sem bil na Everestu, sem bil 10. v Katmanduju in potem pa sem bil še najmanj krat 3. Prav, pa kaj z doma, pa skozi razmišljaš, da bi šel nazaj. Pa ne, to ne, nimam tega, ampak čeprav grem še vedno rad nazaj. Ja. Kdaj si pa zadnjo bil tam? Predlanskem. Ja, ok. Ja, zdaj, če ne je bilo korona, bi bil tudi lansko leto. Zdaj grem v bistvu vsak letno. Ker veliko vodim trekkinge in tako naprej. In to ljudi zanima in je res dobro. No. Imam tudi veliko izkušenj z višino, znam tudi pač svetovati, kako se prilagoditi na višino in tako naprej. Kakšnega prijatelja tudi verjetno tam? Ja, tam imam nekega človeka, ki ima agencijo, ki zame dela, ki vse delam preko njega. Drugače pa nimam nekih takih strašnih prijateljev tam, ampak z velikimi se razumem, jih poznam, se srečamo, se pozdravimo, smo veseli in tako naprej. Odlično. Dajva še povedati v bistvu slovenski alpinizem. Kakšna je prihodnost? Slovenci imamo nek pomladek, mislim nasploh, kakšna je prihodnost? Kaj ti misliš za slovenske alpiniste? Jaz mislim, da ima slovenski alpinizem tako prihodnost enako rožnato ali ne rožnato kot celoten svetovni alpinizem, ker so pač zdaj malo drugačni časi. Danes je celotna civilizacija je obsedena z neko varnostjo in z nekim zavarovanjem in z nekim tem stvarmi. Drugič je vsa ta tehnologija, ki omogoča silno veliko enih dobrih stvari, prinaša pa tudi veliko slabih, se skozi težje otrhamo pa nekam gremo, oziroma gremo zelo velikokrat tja, ko preberemo, da je dobro, ne raziskujemo. Raziskovanje je pa pravzaprav osnova za alpinizem, da greš ti nekaj pogledati, da vidiš, kako je in da pol ali greš ali ne greš, da sam presodiš, ne da nekaj prebereš, da je dobro, pa tja greš. No. To je v bistvu tisti kreativni alpinizem. Je alpinizem tudi drugo, seveda ne, ampak dosti manj kreativen in to pač ne vodi potem v vrhunski alpinizem. In tega je opaziti manj tako pri nas kot v tujini posod. Malo pač poznam recimo francoske težave. Imamo pa izjemno dober sistem izobraževanja alpinističnega, pri nas bistveno boljši kot v katerikoli pravzaprav evropski državi, bistveno bolj dostopen, kar je naša velika prednost. Naprimer, veliki himalajski narodi, kot so Avstrijci, Nemci, Švicarji, zdaj
pa Švicari še, ampak Nemci izrazito že zelo dolgo časa nimajo nekih res izstopajočih alpinističnih osebnosti, pa da bi jih imeli sploh več, mogoče 1, 2, potem pa ni. Ker so tudi časi nenaklonjeni. Alpinizem zahteva ogromno časa. Zdaj, ko ti doštudiraš nekako do diplome, imaš še čas, si ga še izboriš, potem pa, ko greš v službo, pa časa ni več za alpinizem. Če imaš tako službo, kot večina služb danes je. In samo tistih par res vrhunskih najboljših si lahko uredi status. Pri nas je pač to mogoče si urediti na policiji, na vojski, kot vrhunski športnik se to da. In nekaj fantov ta status ima in ogromen plezajo, dobro plezajo, so noter. Nekaj jih je se začelo ukvarjati z vodništvom, ampak zdaj, če hočeš živeti od vodenja, si sicer skozi v hribih, ni pa to vrhunski alpinizem. In v bistvu mečkam stagniraš, kar se tiče vrhunskega alpinizma, tako da je to zelo... Ker se prilagajaš tok, ne turistom. Ja, seveda. Ne moreš pač več, ti moraš biti tok in tok dni na leto, moraš s tem, ko greš v hribe, zaslužiti. Ne moreš za neko vrhunsko stvar iti. In zdaj, recimo, da zaslužiš, pa si moraš pa nekaj reči za družino, če imaš, za svoje osnovne potrebe, in pol za odpravo denar dati je težko, ne? Ker danes je zelo težko tudi pri sponzorjih. Dobre sponzorje, sploh sponzorji, ki bi dajali denar, ki ne dajo samo opreme, so zelo redki, ki to moraš imeti zelo dobre cilje, zahtevne in tako naprej, moraš zelo ovladati tudi ves medijski prostor, se pravi vso propagando, vse moraš obvladati, če se hočeš s tem ukvarjati. In to je potem kar naenkrat toliko stvari, toliko motečih faktorjev, ki zelo težko dovoljujejo res tisto fokusirano ukvarjanje z vrhunskim alpinizmom. Se mi zdi, da tle so težave. Se pravi, ta karijera ni najbolj rožnata. Ne. Če bi se zdaj nek fant odločil, kakšen nasvet bi mu dal nekomu, ki je zdaj recimo star 16 let, pa danes posluša ta podcast? Ja, prvo je, da mora to res imeti rad, pa z veseljem delati. No. Ker če tega ni, potem ne bo dolgo delo. Mora delati iz veselja do plezanja, do narave, do teh doživeti, ne iz veselja do biti dober. Zdaj je to pomembno. Zdaj, če si pa ti res rad v tem okolju, če ti ta okolje res veliko pomeni, to gibanje, ta, bi rekel, avantura, to pričakovanje nekega neznanega in verjeti vase, da ti imaš to znanje, da boš vse to obvladal, da boš se zvlekel do vrha in prišel nazaj in tako naprej. Če ti je to veselje, potem jaz mislim, da boš prej ali slej najdel tudi pot, kako to delati v življenju, ker vedno je tako. Če mi res nekaj radi delamo, pol delamo, če smo pa mečkam tako na meji, pa zelo hitro potem druge stvari, nam druge stvari to onemogočijo. No. Saj mi mislimo, da nam, ne. Pa v bistvu nam tudi, ja, ker se pač tako obnašamo. Ne. Se pravi, najdeš pot. Ja, jaz mislim, da mora pač... Je to tudi je zelo težko najdeti, zelo težko je, da mi je zdaj na svet, kako naj to pot najdejo, ker moja pot je bila drugačna, ker sem v drugih razmerah to začenjal. Ne. Vedno smo se borili. Jaz sem, naprimer, ne vem, jaz sem po gimnaziji nisem izbiral študija potem, kaj me veseli, ampak sem ga izbiral potem, kjer študij mi bo omogočil največ časa za plezanje. To je bil pač moj cilj. Sred sem mi študij postal všeč in tudi poklic, ki mi je študij dal, mi je bil všeč in mi je tudi omogočil, da sem lahko veliko plezal. Imel sem pač to srečo, da se je tako zgodilo. Ne. So tudi drugi poskušali na to, pa jim ta isti recept 10 let kasneje ni več špilal, jim ni več ustrezal, ni več šlo. Ker v vsaki sredini si ti izboriš nek status. Tudi v vsaki firmi si izboriš nek status, v vsakem okolju. In jaz sem si pač izboril status, zdaj je bilo normalno, da mene pač v službi 3 mesece na let ni, ker grem na odpravo. Je bilo to vsem okrog mene jasno. In se v to ni obregal, razen mogoče kakšen, ki se je mogel poklicno s tem ukvarjati. Zakaj imam, naprimer, toliko manj na... Toliko manj ur. Ja, pa toliko ne, zakaj imam toliko manj prispevkov na računu za pokojninsko zavarovanje. So prišli hranatelji, kako pa je to mogoče. Ni ga, ne, seveda. Brezplačen dopust in tako naprej. Skratka, ampak
Jaz sem pač to po svoje urejal. Drugi si po svoje urejajo, eni si tako, eni si drugače, enim to ustreza, enim. Je pa res, to kot sem na začetku rekel, če si pa ti trdno odločen, da boš to delal, če si sfokusiran, ti uspe, skoraj nemogoče, da ne bi. Se pravi, najbolj, da čim več pleza, ne? Že od štarta, ne? Da je to. Ne? Ja. A v Sloveniji pa v bistvu ni, da bi bilo, to je res zajeban poj, ne? Se pravi, ti moraš v bistvu denar za odpravo zbirati, imeti moraš čas, ker ni tako, kot recimo kolo, ne? Na kolo se usedeš, v fuzbal greš igrati, je tako, ne? Vse ti drugi zrihtajo, pri nas nekega menedžerja, ki bi rihtal alpinistom, vse to ni. Planinska zveza je ogromna organizacija, ki ima toliko enih skrbi tudi za alpinizem, ampak alpinizem je manjšinski del, s čimer se planinska zveza ukvarja in se ne more en zdaj skozi samo s temi alpinisti ukvarjati. Pa poleg tega so alpinisti tako težavni za ukvarjati se, ker so v svoji glavi, ker misli, da če mu svojo glavo v hribih razmišlja, da je pa isto povsod, čeprav je to prav, ne? Ampak smo pač težavni za komunikacijo večinoma. Ekstremisti, ne? Ja, in jaz mislim, da si bo vsak navdušenc si bo mogel najti svojo lastno pot. To je bil meni, mislim, da ful lep zaključek s tem stavkom, ampak deva še povedati za na konc, kaj pa prihodnost? Mogoče želja še kdaj je gor, ker vem, da je bil 81-letnik 2013 gor. Mislim, na Everest prav gotovo ne, verjetno tudi na kakšen 8000 ne, ker si pač mislim, da sem v teh visokih hribih svoje naredil, da mi ni več treba zdaj tja iti, ker me zdaj že hitreje zebe, kot me prej in tako naprej. Ampak sem pa bil še pred 2 letoma, sva še z Marijo vodila na 7000, Pamirju in tako naprej. Me še potegne tudi kakšna taka stvar, no, ampak potem pa tudi počasi zdravje začne svoje omejitve postavljati in tako naprej. Tako da zdaj predvsem veliko vodim tle po Alpah in doma, kdaj tudi kam izven Evrope, kakšen trekking, kakšni zelo zanimiv mi je voditi tudi pač na te trekking vrhove, to so tam do 6,5 visokih hribi v Nepalu, lepi, razgledni, lepa pokrajina, tako. Ker jaz sem od nekdaj, sem zdi, da sem zato lahko toliko časa v alpinizmu, ker mi ni bilo nisem nikoli dosežka postavil pri doživetje. No. Meni je bilo doživetje kot celota mi je bilo najbolj pomembno. Se pravi, da sem se srečal z domačini, da sem videl, kako živijo, da sem se lahko mogoče od njih kaj naučil, da sem videl. Pa ta firbac, videti nekaj. Jaz na vsako sedlo, ko pridem, pa pogledam na drugo stran v neko dolino, kjer še nisem bil, tudi kjerkoli v Evropi, kjerkoli, tudi se pri nas še kaj takega zgodi, mi lahko si mislim, tle pa še nisem bil, dajmo poiskati še to, kje steza tle, kje se tle pride tako. To je tisto, kar me še zdaj vleče. To je raziskovanje, ne? Ja. Andrej, hvala, ker si vzel čas, da si prišel na UF podcast. Jaz upam, da si užival, jaz sem, tako da... Super je bilo. Hvala, ne rečem. Ja. To je to. Hvala tudi tebi. Simon Phillips, bravo. A si posnel?